Tako sem imela malo mešane občutke. Ne vem, po eni strani je bilo itak super, mislim, tako nekaj neverjetnega, da grem v London, pa super. Po drugi strani pa tako sem imela, je bilo pa kar tako, ne vem, bi šla, pa kva bom jaz tam delala. Ampak vzdušje tam je bilo, noro. To ni bilo, mislim, niti koščka proge, da ne bilo, ne vem, sploh nisi mogel slišati svoje, mislim, sape, ko si dihal. Spoštovani in spoštovane, če spremljate tale podcast, potem ste po zadnji epizodi z Romanom Kejžarjem že lahko zaslutili, koga bom povabil tokrat. Ja, tako je, z mano je Žana Rojnik, maratonka olimpijka in tole je 53. epizoda podcasta za Gred za tek. Žana, živjo, dobrodošla. Ja, živjo Marko, lep pozdrav. Živjo, res sem vesel, da sem te dobil. Timing je pravi. Koga drugega bi sredi vročega olimpijskega dogajanja želel povabiti kot ravno tebe. Atletski program je v polnem zagonu. Ali spremljaš letošnja tekmovanja na igrah? Jaz v bistvu spremljam vse športe, tako da tudi atletiko, vse, kar se tiče naših. Če lih ne gledam, pa vse tiste novice, tako da sem na tekočem. No, ker ta glavni dve disciplini za nas dolgoprogaši šele prihajata, se pravi moški in ženski maraton za vikend. Imaš kakšnega favorita ali pa favoritinjo v teh dveh dirkah? V bistvu ne, ker nikoli pa nisem tako maratona spremljala, ne vem, da bi pa iskala nekega vzornika ali pa favorita. Ne spremljam toliko pogosto, še posebej zdaj v teh zadnjih let, odkar jaz ne tekmujem, ne spremljam, tako da ne bi vedela. Mislim, vem, pa spoznam te Kipčoge, pa te glavne, ampak nisem pa to, kdo je v dobri formi, zdaj kdo se je prav sam za Tokio pripravljal, to pa ne. No, žal po dolgih letih nimamo Slovenci in Slovenke predstavnika ali predstavnice na tem olimpijskem maratonu, žal. Bova tudi o tem še kaj spregovorila, ampak kot nekdanja košarkarica spremljaš pa najbrž napeto slovenske fante v boju za, recimo, čim večja mesta, celo medalje na turnirju v košarki. Seveda, tisto pa, ne vem, skoraj ne poznam Slovenca, da zdaj ne bi spremljal, ker res spisali so res eno super zgodbo, gre jim super, tako da Če že kaj, mislim, tako izberem si, tudi ker res nimam časa, ampak tisto za košarko si pa res vzamem čas, ker so fantje super in tisto pa res rada pogledam. Dajva biti drzna pa reči, da pridejo do finala, s kom misliš, da se bodo tam pomerili? Ne vem, če pridejo do finala, če bi rekla, da tam zdaj igrajo ZDA pa Španija, pa Avstralija. Ne vem, tele Američani so mi res taka ena čudna neznanka. Ne vem, a se bo in kaj odprlo, pa da bojo začeli igrati, ampak ne vem, jaz bi vseeno rekla, da bojo Američani na koncu. Čeprav pravijo, da so tudi Avstralci, pa Španci. Ne vem, jaz bi rekla vseeno Američani. Dobro, zmenjeno, rekla si Američani, no potem finale Slovenija, ZDA. To finale, ampak To bi bilo fajn, na koncu pa seveda naši finale, dobijo. Ampak ne pa, da bojo zmagali. Ne, zmagali, ki jih bo naši. Zmagali. Tako, to so zdaj napovedala, to je šlo zdaj v eter, tako da pripravite se, Američani, poraženi boste strani Dončića in ekipe, ampak da se vrnemo nazaj k Žani. Žani, odlični maratonki, olimpiki, pa ne bom dolgovezil kot ponavadi v teh predstavitvah ampak bi te prosil, da se sama mogoče na kratko predstaviš. Jaz sem Žana Rojnik, bivša košarkarica, manj bivša maratonka.
zdaj sem pa v bistvu največ mati pa žena. Ja, tako da zdaj pač prej sem se 100% posvečala košarki, pa maratonu, zdaj se pa družini svoji, no. Tako da to je to na kratko. Super. Evo, jaz te bom, če dovoliš, samo dopolnil s par dejstvi za tiste, ki te morda res še ne poznajo. Žana Rojnik, nekdaj Jereb, je bila odlična košarkarica, državna reprezentantka, profesionalka, ki je s košarkarsko kariero zaključila pri 24, se rekreativno znašla v triatlonu in teku. Leta 2011 je zapazil kdo drug kot Roman Kejžar in čez pol leta je že imela v žepu olimpijsko normo. 2012 je bila naša maratonska predstavnica v Londonu na olimpijskih igrah. Kasneje svoj rezultat še popravila z 2:35:57, je druga najhitrejša Slovenka v maratonu. Kariero je zaključila po letu 2014, se je posvetila potem družini, otrokom, še vedno pa rekreativno tudi teče in bo tudi o tem še danes kaj povedala. Ampak vprašanje še vseeno, ker veliko govorijo o košarki in teku. Kaj ti je ljubše, košarka ali tek? Ja, zdaj, ko sem gledala tele olimpijske igre, mislim, ko gledam, bi tako, če bi lahko zbirala, v katerem športu bi šla tja, bi šla veliko rajše v košarki. Tudi, ne vem, košarko, mislim, vse sta oba, vse je super za gledati, ampak ne vem, tako z moje plati, če bi raj košarka. To pa zato, ker, ne vem, tako sem razmišljala, mislim, že pri naših Slovencih košarkarjih pravijo, koliko imajo dobro vzdušje, pa to, da se res pač dobro razumejo in to, ja, bi jaz, zaradi tega bi šla pač s košarkarsko ekipo tja, pač ko mi punce, ko smo pač takrat bile v reprezentanci, smo bile tudi dobra klapa in ne vem, kar predstavljala sem si, kva bi bilo dobro, ja, da bi šla takrat. Tako, boljšno kot po maratonu, tam si ipak, mislim, vse je trener, pa vse pa je super, Roman je bil odličen, ampak ne vem, vseeno je tam, ko so pač 12 punt skupaj, res dobro vzdušje, pač te razumejo, vsem se poveseliš, tam si, ne vem, pri maratonu si, ne vem, sam si, tam je pa res dobra družba in je pa še toliko boljše, no. No, lepo povedano za vse tiste nas, ki nikoli ne bomo občutili olimpijske slasti. Ti si vendarle v maratonu. Tvoja zgodba je tako fascinantna. Gostil sem tako tvojega moža, Klemena Rojnika, pretekli teden tvojega trenerja Romana Kejžarja. On je dejal, da je tvoja zgodba filmska. Jaz se strinjam, no, če bi živela nekje v Ameriki, bi po tvoji zgodbi sigurno posneli že vsaj 2 filma, en dokumentarc. Kdaj bojo po Sloveniji posneli kakšen film po tvoji zgodbi? Po moje ne. Tudi jaz ne vem, če bi, nisem jaz za kaj takega, za kakšne šove. Ne, bo tako rekla, ne. Rojniku bom rekel, da mu pomagam spisati scenarij, pa pokličemo Korna, ko pride z Hollywooda, pa naredimo en film po življenjski zgodbi oziroma tekaški zgodbi. Ja, Žane Rojnik, to bi res bilo, no, jaz sem videl že ogromno tekaških filmov, ameriških, pa eni so dobri, eni so za nič. Slovencem nam jih manjka, imamo pa takele tekačice, kot si ti. Si danes morda že tekla? Ne, moram. Klemen mi je včeraj rekel, ko sem ga vprašala, kaj misliš, da me Marko vprašal, je rekel, ja, sigurno te bo, če si dan že tekla. Pa sem ga vprašala, da zmeri, vse, kar sem jaz poslušala, ker nisem vseh poslušala, sem rekla, kdo že sploh rekel, da ni tekel. Ja, jaz res nisem. Pošteno. Ja, mogoče, da bom šla zdaj, bom videla, no, ampak... Dobro, sej tudi če kakšen dan počitka, nič narobe, jaz si nekako danes malo spogledujem s to idejo in ni tako slaba, ampak bolj me zanima, no, kot košarkarica, ki je zašla v maraton, res je navadna kombinacija, poznam
precej te kolesarjev, ki so šli v tek, recimo poznamo nogometaše, kot sta recimo Kobe pa Puhar, ki se je znašla v vrhunskem maratonu, ampak košarkarica, začela si igrati košarko, kako to, da morda tvojega recimo vzdržljivostnega talenta niso prej prepoznali, pa si dejansko igrala v športu, ki je, bom rekel, na en način tudi vzdržljivostni, ampak predvsem pa ne vem, agilen, pa eksploziven, pa timski, kot si že prej rekla. Ja, tudi jaz se tako čudim, ker vem, da takrat, ko sem še trenirala košarko, so bile res tiste avgusta, ko smo začeli priprave na novo sezono, to je bil najbolj grozen mesec, ker smo pač večino časa preživeli na stadionu. Ampak ne vem, meni niti ni bilo to grozno težko. Ja, ostalim puncam je bilo pa res tista največja muka, ne vem, najraje bi zbolela za tisti mesec. Pa če zdaj nazaj pomislim, nismo neki veliko pretekle, ne vem, največ smo tekle v kosu, ne vem, pol ure, pa tako čist, ne vem, po pulzu, ker ni bilo nič, ampak ja, tisto nam je zdelo grozno težko. Tako da ja, še sama ne vem. Bila sem pa zmeri, ne vem, in pač itak sem bila najboljša v teku, no. Pač med košarkašicami, tako, ne vem, v šprintih, pač na vseh razdaljah, no. Ja, nisem pa, ne vem, tako da tudi takrat mi ni bilo treba, no, neki se na teh kondicijskih pripravah pač neki naprej za čisto do maksimuma, itak pa smo se zmeri malo pošvercali, še posebej pač tiste, ki smo bile nekoliko boljše, ja. Tako da res, ne vem, po končani karieri mi je pa kar nekaj manjkalo in sem hotela, ne vem, najlažje je bilo pač teči, nisi nobenega rabu in ne vem, pa me pa kar ta tek me prevzel. Prej ga nikoli nisem marala nekaj, mislim, ni bi bilo tako grozno, nisem pa tudi, da bi pa uživala v teku. No, pa vseeno velja poudariti, da si imela zglede v svoji okolici, na vse zadnje, tvoj oče je bil rekreativen triatlonc, tvoj brat je bil odličen tekač v tistih časih, treniral je pri Kejžarju. Malo te pa to povleklo morda, ali pa imate v družini kakšen tak gen, da vas vleče na kakšne potke za malo več časa? Ja, ne, to sigurno. Pač v družini smo bili zmeri aktivni, ja, oče, brat, tudi sestra je nenazadnje je pač difavka bila. Tako da ja, pač šport smo imeli zmeri, no, kot pač del vsak dana. Oče me je zmeri vzel, na začetku je tudi on pač rekreativno igral košarko, ko se je dobil pač s fanti. In me je zmeri, ne vem, vozil tja v telovadnico. Pač probala sem že prej vse športe, saj jaz ni tako že pač v prvem razredu osnovne šole niti nisem začela s košarko, ampak sem najprej plezala, pa sem tudi akrobatiko, v bistvu sem vse probala, tenis, na vse krožke, no, te športne sem hodila, pa tudi v Žirek smo imeli tudi zelo v redu te učitelje, mislim, športne vzgoje, tako da tudi to je po moje nekaj dobro, mislim, nekaj pripomoglo k temu. No, splošno, no, šport sem imela zmeri rada in mi ni bilo težko iti športati kot pa kaj drugega, no. Ampak vseeno, če se malo ustava pri tvoji profesionalni košarkarski karieri, to vseeno za nas, ki smo iz rekreativnih tekaških krogov, poznam nekaj košarkašev, tudi moj dober prijatelj Igor je bil na pol profesionalc. To je še vseeno bilo kar zahtevno, tako da hočem to prevesti potem kasnejša leta v maraton. Tudi trening za košarkarski trening ni lahek, tudi to, če si bila profesionalka, je ti vzelo nekaj ur na dan, plus vsa regeneracija, plus vaje za moč in tako naprej. Ja, ne, seveda, mi smo pač še posebej, no, ko sem bila v Celju od 18. leta naprej, ko sem bila 5 let v Celju, ja, smo trenirali 2-krat na dan, pač tudi fitness, vse, ja, smo trenirali pač po 4 ure na dan, tako da, ja, je bilo naporno, ampak ne vem, vse mi pa ni bilo, najbrž tudi, no, zaradi let, takrat sem bila mlajša, če zdaj pogledam nazaj, mi ni bilo toliko naporno, kot pa, na primer, trening maratona.
Je pa sigurno, ja, tudi pripomoglo, ja, pač te košarkarski treningi, sigurno. Pa tudi, ko je bilo konec sezone, nikoli nisem nekaj počivala, sem zmeri, ne vem, smo igrali odbojko, tenis, zmeri smo kaj športano. Tako da, ja. No in potem si po koncu košarkarske kariere višjo energijo usmerila v vzdržljivostne športe. Najprej si ukvarjala s triatlonom. Kje je tvoja najdaljša razdalja v triatlonu? Ja, triatlon sem največ polovični Ironman. To je kar nekaj, ja. Oziroma najprej sem začela teči, to prvo sem tako sama tekla, pol oče je pa tudi že plaval v Ljubljani, tle pri Igorju Kogoju, v 3K športu, tako da sem pol mi je rekel, pač če bi še plavala, sem rekel, ja, super, bom šla še enkrat na teden, da imam še plavanje, ja. Pa sem si tudi specialko kupila, čeprav mi plavanje itak ni toliko, da tam se ne utopim. Kolo mi tudi ni šlo, ne vem, kolo mi splošno ni bil všeč, tako da že takrat mi je bil tek pač najboljša disciplina. Všeč mi je bilo tudi, ko je bilo na koncu, ko si v bistvu pol vse prehiteval, si dobil tako malo motivacije. Ja, tako da tudi triatlon mi je bil všeč, no. Je bil super šport. No in potem si poznala Klemna Rojnika in si videla, koliko cajta se on matra na Ironmanu, pa si rekla, v redu je, mladenič, ti se kar dej, bom jaz šla, pa to traja manj časa. In dejansko si še na maraton in prvi maraton tekla, ne vem, 3:20, kar je izjemen cajt za, bom rekel, za nekega resnega rekreativca, ti pa to že kar s prve, ti že kdo takrat dejal, ali si toliko veliko trenirala, ali je pač ta rezultat sam od sebe prišel, da ti kdo dejal, da si moče talentirana za to sorto rekreacije? Ne, tudi takrat, jaz sem tako, pač do takrat, ko sem šla na ta prvi maraton, sem v bistvu trenirala, vsak dan sem šla laufati 15 kilometrov, nič intervalov, pač vsak dan isti tempo, gor dol tam v Žireh, sem imela eno progo, vsak dan isto. Tako da nisem, vem pa, da sem pa drugi maraton, mi je pa že oče tam povedal, je pa on po enem planu delal, ki si ga je pač iz interneta, neki, a je bil maraton Avstrija, neki je bil pač en plan, si upisal tam svoje podatke, ne vem, a je bilo leta, ali pa se ne vem točno, pa koliko bi želel iti, koliko pač je cilj maratona in ja, in pa sem za drug maraton, vem, da sem po tistem planu trenirala, je bil, ne vem, 5 treningov na teden ali 6, ne, po mojem 6 treningov, en dan je bil frej. Dolžina, pač eni taki intervali, sploh ne neki, bolj hiter tek, no. Pa neki 2 treninga na puls, to je bilo to, ja, dolžina, to je. Po tistem sem pa par let, sem po tistem pa trenirala. Zmeri sem čas poboljšala. Tudi takrat, ko sem šla po 3 ure prvič, sem tudi po tistem, ja. No, zanimivo, ja. Kaj se je tukaj spremenilo od tega tvojega, recimo, drugega, pa potem tretjega ljubljanskega maratona? Točno 10 let bo letos od tega, ko se je praktično zate vse spremenilo, v Ljubljani si odtekla 2:52, kar je pa že vrhunski rezultat, rekel, za rekreativko sploh. Kaj se je recimo spremenilo? Še vsem, to je bilo 20 minut, to je pol minute na kilometer hitreje kot leto pred tem. Tle pa si predstavljam za 2:52, samo enkrat v življenju mi to uspel, pa vem, da sem bil pol mlajši, kot zdaj, pa vem, da sem treniral kot žival. Kako si pa ti trenirala, da si prišla do tega rezultata? Ja, kot sem že prej rekel, v bistvu, prej sem, med celo sezono, ne vem, pomladi, sem itak, takrat sem tudi že plavala, pa kolesarila, tako da takrat 2010 sem šla tudi že pač na prvi tale polovični Ironman, pa sem tudi še na 2 olimpika, ne vem, ali 3, pa tudi pol 2011, to je polet sem šla, pomladi sem šla tudi še tale en polovični Ironman, pa sem pa 3 tedne pred, 3 mesece pred Ljubljancem, tle 2011, sem pa spet po tem planu, ko je bil, sem pač napisala pod 3 ure, ja, in sem imela ta plan. Pač itak plana sem se zmeri držala, tako kot je bilo napisano, mogoče še kakšen kilometer več,
intervalov nisem marala, tisti nisem nič več naredila. Tako da, in pol je, mislim, tisti maraton mi je ful ostal v spominu, ker s Klemom sva tudi tekla skupaj, je rekel, da je tekel z mano. Prav fino je bilo, no, nič ni bilo težko, tako da tisti maraton je bil res super. Ja, Klemen sam je rekel, da ni smel nič počivati takrat, da si ga na koncu že ti gnala, če je začetka on tebe. No in takrat ti pa začela okolica prigovarjati, tako, ne vem, tekaške kolegice iz okolice. Daj se oglas pri Romanu, Roman sam je začel pozorno spremljati tvoje rezultate, ampak ti pa še kar nisi čist imela resnih tekaških ambicij, niti verjela, da iz tega lahko kaj bo. Kaj se je takrat dogajalo, no, recimo v tistem mesecu po tem maratonu? Jaz res nisem imela kakšnih tekaških ambicij, ker sem rekla, da že pač, da z mojim športno kariero, mislim, je tako resna športna kariera je končana, da sem itak pri košarki, da zdaj pač samo pač teč kakor, tako da bo meni všeč, nič, da se bom kaj preveč napredala. Tako da, tudi ko mi je Urban brat že kdaj omenil, če bi pa z njim trenirala, mislim pri Romanu. Nisem hotela veliko slišati, pa me pa Katja Juhar, ki pa tudi je pa že trenirala pri Romanu, mi je pa enkrat, ne vem, mi je poslala message ali pa nekaj, kar jaz prej nisem poznala, ali pa sva se na Ljubljanskem maratonu videla, sploh ne spomnim se točno. Mi je pa rekla, če greva se enkrat pač po Ljubljanskem maratonu, da greva skupaj tale malo po Ljubljani teč, pa se bomo malo pač pogovorile pa to. In pa me je takrat nekako prepričala. Pa tudi, ko sem prišla z tistega teka, sem tako Klemno omenila in rekel, daj pač probi, ne. Še vse nisem bila lihno neki. Sem rekla, okej, probala bom, itak pa. Jaz do takrat niti nisem slišala za kakšno olimpijsko, mislim, da je treba sploh za olimpijske igre kakšno normo narediti ali pa ne vem, karkoli. Nisem vedela, pač 5 mesecev pred olimpijskimi, sploh koliko je kakšna norma pač za maraton. Tako da, pa sem šla pa probat enkrat na trening k Romanu, ker v sredah so imeli ponovadi intervalne treninge. In sem šla tja in sva se pač dogovorila, da probava pač en maraton, pa pač v aprilu in če mi bo všeč, pa da pa verjame, da mi bo uspelo, ampak jaz ni tako rekla, to itak ne bo, pač bom probala, ampak šlo. Če ti nekdo reče, da boš v pol leta naredil olimpijsko normo, za olimpijske, ki so čez 9 mesecev, bi verjamem, marsikdo odmahnil z roko, tudi ti si. Roman je bil tisti, ki res verjel vate. On ti je napisal trening, v večjih intervjujih si dejala, da ti bo tisti trening res pisan na kožo, da sta se z Romanom res dobro ujela. Mogoče lahko pišeš, recimo, tako čist plastično, kako je en tak treninški teden, potem zdaj pa že kandidatke za olimpijsko normo izgledal. No, zdaj pa najbrž je bila zadeva strukturirana zelo, imela si vsak dan trening, celo 2 kilometraža je narasla. Kako približno je to potem izgledalo? Najprej, da še povem, glede Romana, preden začnem. Roman je bil res, ne vem, pač če ne bilo Romana, jaz ne bi nikoli prišla v 5 mesecih do norme, ker on v bistvu sploh ni pisal samo treninga, on je vse poskrbel zame, ker jaz sem bila tam v atletiki čisto nova, se je menil in za atletsko zvezo in ne vem, zrihtal mi je pač sponzorja za opremo, za superge. Bil je tudi moj menedžer, vse je bil, tako da on je bil res super, super sva se ujela, jaz sem mu čisto zaupala, 100% sem pač samo naredila, kar je mi on rekel, Treningi, so bili pa od začetka, spomnim se, da so tako lepo postopoma, nisem šla takoj, ne vem, na 2 treninga dnevno, ampak je od začetka, čisto res tisto, da ni bilo kakšnega velikega preskoka, od kar sem prej tekla do zdaj. Dobro je bilo, ker sem imela že odprej res tisto veliko, jaz sem veliko kilometrov pretekla, se tako, če sem vsak dan vse 15 kilometrov že prej pretekla, tako da to je na teden
Krepko čez to lahko, ja, tako. Ja, tako da niti, ne vem, polka je prišlo, ne vem, tam do 120, 130, niti ni bilo tako velik preskok. Je bilo pa resno, da je bilo tako malo bolj strukturiran. Tam sem tekla, tukaj sem pa, ja, je bilo pa pol, kako je bila, ena dolžina je bila, mislim, ob nedeljih je bila ponovadi dolžina, ko se je tudi stopnjevala, pač od začetka, ne vem, največ je bilo 38 kilometrov. Pač vsako nedeljo se ima dodajano. Tako da za tisti 4 tedne ali 3 tedne pred koncem je pač prišlo do 38. Pol je bilo, ob sobotah smo imeli ponavadi kakšne take, ne vem, 3000, 5000 malo hitreje ali pa, ja, kaj tasga je bilo, pa kakšna menjava ritma je bilo tudi na stadionu. Ob sredah smo imeli ponavadi intervale, na stadionu tu je bilo meni najhujše. Pa je bil pa ponoči fartle, kakšni tek v klanec, mislim, kakšne ponovitve. Pa vaje za moč so bile, ostalo, 2-krat je bil pa pač bolj raztek. Takrat, ko so bile vaje za moč, no, ko je bil fitness, je bil ponovadi prej pač neko ogrevanje, nek bolj raztek, lažji tek. To je bilo to od začetka. Pač tisto prvi do maratona, ja, skoraj nisem, ne vem, tisti teden, ko smo bili na pripravah, no, da sem imela 2-krat na dan, drugače pa tisti prvi do tega, do Utrehta, ja, nisem imela 2-krat dnevno. No. Ampak vseeno, ne smemo pozabiti omeniti, da si takrat hodila že v službo, drži? Ja, res je. Ja, ne, da sem itak odkar, ja, pač sem tekla, sem hodila v službo, ja, vse do, pač tudi, čisto do 2014, no. Sem zraven hodila v službo, ja, tako da je bilo kar težko. Pol, ko sem pač imela 2-krat dnevno treninge, sem naredila enega že pred službo, ponavadi sem ob 7 pa začela službo, ob 3 sem končala, pa popoldne še en trening, ja. Ja, naporno je bilo. Pa ja, poleg tega so mi pol po olimpijskih so mi delodajalci šli zelo na roko, mislim, so bili zmeri super. Da sem tudi pa samo 6 ur delala tam v 2013, 2014, tako da ti so bile, mislim, delodajalci so bili odlični. No, razumem. Super si to povedala, mislim, itak je spoštovanje do tvojih dosežkov zdaj še toliko večje, se mi zdi, bi bilo kaj drugače, recimo, če bi, ne vem, imela neko sponzorsko pogodbo, neko zaposlitev v javni upravi, kot so imeli nekateri drugi športniki, bi morda, ne vem, vztrajala v atletiki dlje časa, če so že pri tem, ali pa drugače se podstopila, imela boljše rezultate, ali misliš, da je bila vseeno ta kombinacija, ko si mogla pač usklajevati te vse življenjske obveznosti, čisto prava, da si bila še vedno prav motivirana? Ja, v bistvu, če imaš službo, mislim, pa zdržiš s takimi treningi, ja, par let, to, kot sem jaz. Da bi pa dolgoročno, ja, se pa po moje ne da. Sem se tudi že, ja, tako sem razmišljala, ne vem, da bi službo pustila ali pa, ja, pa da bi se samo v tek vrgla, ampak, ne vem, sem pa prišla na koncu do spoznanja, da bi to z veseljem naredila, če bi bila, ne vem, 10 let mlajša. Tako sem pa, ne vem, da bi pa samo, ko smo razmišljali, ja, v Riu boš, ne vem, v bistvu na vrhuncu svoje kariere, ampak tudi, ne vem, če bi tam šla pa, ne vem, 2:30, če bi tekla, ne vem, bi bila pa 50, ampak, ne, pa, ko bi bilo konec olimpijskih, pa, mislim, 50. mesto ali pa 87, pa, ne vem, mislim, ne bi bilo nobene razlike, no. Bi bilo pa sigurno, no, če bi pa že cel življenje bila v atletiki, ja, bi pa, pač sigurno se bi poznali, ker jaz, ko sem trenirala, pač jaz nisem se nikoli raztezala, razen pač na pripravah, ko smo kam šli, pa da sem pač bila res 24 ur samo za tek, ampak na priprave sem šla pa, ne vem, en teden polet, mislim pomladi, pa en teden jeseni, pač za jesenski maraton, tako da, ja, jaz kakšnih teh nisem poznala, mislim, nisem prakticirala ne stretchinga, ne kakšnih masaž, ja, to so bile po moje sigurno še malo rezervno. No in super, evo, zdaj smo prišla do pomladi 2012. Takrat se je
veliko govorili o Londonu, olimpijskih igrah. Vsi smo pač napeto čakali, kaj se bo dogajalo na sceni. Vedeli smo, olimpijska norma ženske 2,43, moška 2,15, napovedi je bilo veliko. Kdo je izbral Utrecht, nizozemski Utrecht, da ste šli gor aprila potem loviti to normo? Zakaj niste morda šli že prej, kam drugam? Zakaj niste šli recimo v Rotterdam ali pa ne vem, kakšni bližnji italijanski maraton že spomladi, kaj poskusiti? Utrecht je bil, ne vem, aprila, proti koncu aprila. Ne, v bistvu je bil že začetek aprila. Aha, okay. Tam je 9. april ali pa neki, ampak sploh ne vem, zakaj smo se tja odločili. Mislim, Roman je tako rekel. Jaz sem takrat res čisto zaupala, kar bo vam se spomnil. Ne vem, po mojem, če bi rekel, da se ne na glavo vržem z bloka, pa se bi ne. Jaz sem njemu čisto zaupala, no, in pri treningu in kam gremo, tako da res sploh ne vem. A smo to, mislim, je to Roman se spomnil, pa pol, vem, da so bile pač tudi tam Helena, pa Neža, vem pa ne, kdo se je to spomnil, ja. Ja, ta Utrecht je bil dosti zanimiv maraton, noben od nas, ki smo to malo spremljali, ga ni poznal. Vedeli smo samo, da gre, ne vem, Kobe čez 14 dni potem v Linz, mislim, da je šla še Daneja Grandovec takrat tudi tja. Linz je dokaj blizu, Linz nam je bil poznan. Utrecht prav nič, ne? Smo rekli, kje pa je zdaj kaj žardobo Utrecht, ampak gor je peljal celo ekipo, ti si bila tam, ja, Neža Mrole je bila tam, Helena Javornik je bila tam, se pravi, cel kup enih pretendent, kar 3 za olimpijsko normo, za 2,43. No, zdaj mi pa moraš povedati, no, tisti maraton je bil pa dejansko prebojni zate, pač za tvojo ekipo, pravzaprav presenetila si vse, morda tudi sebe. Kakšen je bil plan, v bistvu, ko ste šli gor in kaj se je potem med dirko dogajalo? Ja, plan, pač Roman je imel plan, jaz tismu nisem lih najbolj verjela, ja, da pač gremo na normo, oziroma da tečemo, ja, toliko hitro, kot bo pač najbolj, mislim, da moram biti prva, no, od Slovenka, ne, če hočem na olimpijske, ampak kot smo vedeli, bojo, pač nobena ne bo tekla hitreje, bo itak vsaka, mislim, ni bila zmožna, da bi nekih tekla hitreje, tako da smo vse lovile, ja, normo. Roman je rekel, ja, da bo tekel z mano, tako da to je bilo super, ker je imel zmeri res, pač, kar smo rekli, ja, to se je držal. Tako je bilo, tako da ja, jaz sem sam sledila, mislim, ure niti nisem imela, pač tekla sem za njim in to, pač kakor, ja, je šlo. In ja, pa se spomnim, ja, da je tudi, se sploh ne vem, na kjer kilometer je bil, ja, da je tudi naenkrat pač nekaj potegnil, ja, da so se pa na koncu še, da je še Neža zaostala, pač, da to je bila čisto njegova, no, taktična zamisel. Jaz sem mogla sem teči, kakor, pač zanimivo, no. In to je bilo to. In pa je uspel, ja. Se pravi, je morda prispevalo tudi to, da ste bili na koncu 3 ali pač 2, ki ste bili res, rekel, konkurentki za to normo na isti tekmi, da je potem ta dosežek 2,39,47, ker rekel, 3 minute pod normo prišel ven. Če bi recimo bila sama tam, bi morda tekla počasneje. Roman morda rekel, da je bilo pol tudi, da je bila posledica, rekel, malo hitrejšega tempa tudi to, ker je bila neposredna konkurenca zraven. Ja, ne, sigurno smo tekli, ja. Pač ja, da sem prva Slovenka tam, pa tudi po mojem, mislim, če bi, takrat je res Roman odigral na tisto odločilno vlogo. Če bi bila jaz tam sama, sigurno ne bi potegnila na klancu. Jaz bi sigurno tekla pač skozi isto in pa ne vem, kaj se bi zgodilo. Ja, tako da takrat se je videlo, ja, pač on je, ja, se vemo, pač kaj je Roman, on je, znal je to, pač vedel je, kje se lahko znebimo tekmic in ja, jaz sem mu sledila, pač uspelo mi je in ja, vsi smo bili zelo zadovoljni. Bravo, tisti je res super taktično dovršeno. Pripravljenost je bila očitno odlična, ker ni vsak sposoben slediti Romanu Kejžarju, posebej, če je ta v formi, pa če je potegnil klanec, no ti si uspela. Bili ste v cilju najboljša Slovenka na tisti dirki, ampak
konec koncev, veseli ste bili, ampak zgodba še ni bila končana. Olimpijske norme so se lahko dosegale še več kot en mesec, se mi zdi, še kar nekaj poskusov je sledilo od ostalih Slovenk. Bili ste veseli, ampak ne še mirni. Ste spremljali pol, kaj se dogaja še na sceni najbrž? Ja, seveda smo spremljali. Čeprav jaz res te scene prej nisem poznala, tako da je Roman pač bolj vedel, ne vem, kdo še lahko doseže, kdo bo še tekel, poskušal doseči normo. Ampak ne vem, je bil že kar takrat tako, mislim, ne čisto prepričan, ampak si je mislil, da ne bi smela nobena pa teč po 2:40. Ja, smo pa spremljali, pač vedeli smo, da je pol Daneja še teče, pa tudi Mateja, pa ne vem, pa Lucija, Tako da ja, takrat je bilo kar, pač vedeli se je, da norma ni bila neki zelo visoko postavljena, da je bilo več sposoben to odteči, ja, in zakaj ne bi izkoristili take priložnosti. Morda res najbolj vroče leto za slovenski ženski maraton, ja, takrat ste bili 4 ali 5 maraton, Lucija Krkoč, Mateja Kosovel. Nore stvari so se dogajale, ko je z 2:41 potem Daneja prišla v Linzu v cilj, z malo, sicer z odlično uvrstitvijo, ampak z malo v nekom grenkim priokusom, ker ji pač ni uspelo. Sama je rekla, da je bil to njen maksimum. Kdaj ste potem ste počakali še do konca tistega obdobja in potem te je najbrž Roman poklical in rekel, začni pakirati za London, ali kako? Niti se ne spomnim, ja, kdaj je bilo že to določeno, ampak ja, je bilo kar nekaj, smo že kar prej vedeli, ker itak smo pa vedeli, da tudi po tistem maratonu, ne vem, vse so odtekle maraton v aprilu, da ne bojo najbrž poskušali, oziroma tudi, če bi poskusile, bo najbrž težko, še izboljšati tisti rezultat. Ja, niti se ne spomnim, kako je že bilo. Pol vem, da je mogel tudi Olimpijski komitej potrditi, pač vse udeležence. Ja, je pa bilo tako, ne vem, meni se je itak vse odvijalo tako na hitro, da niti nisem, čisto pravic povedano, nisem sledila, Tako sem imela malo mešane občutke, ne vem, po eni strani, ja, je bilo itak super, mislim, tako nekaj neverjetnega, da grem v London, pa ja, super. Po drugi strani pa tako sem imela, ja, je bilo pa kar tako, ne vem, bi šla, pa kva bom jaz tam delala, mislim, sami najboljši športniki iz celega sveta, jaz pa tam, ne vem, 5 mesecev sem pač nekaj odtečem, pa si že, ne vem, a si to sploh zaslužim, pa se že tako malo sprašuješ, pa tudi pak tam, ko boš na štartu s tem 100 maratonkami, ki grejo 20 minut boljš kot jaz, pa mislim, pa se tako že kar jo. A je to sploh v redu, da grem, ja. Ja, malo te žirovske skromnosti, se bi vendarle, kako je tvoja okolica pa sprejela, bo rekel, ta tvoj preboj, pol leta iz rekreativke, ki laufa tistih 15 km po žereh, potem pa živijo, jaz sem Žana, zdaj grem pa v London na olimpijski maraton. Se vendarle je bilo tudi za tvojo okolico najbrž to fantastično presenečenje, celo šok na en način. Ja, ne, seveda je bil šok, ja, če je bil za mene pa, ja, mislim, tudi za druga, ampak itak, žirovci smo že tako že po srcu tak športen narod, tako da ja, je bilo vsem itak, mislim, so bilo zelo veseli, ne vem, so tudi tele, vse te žirovska podjetja, ne vem, občina mi je priskočila na pomoč, mi je pokazala pač, da me podpirajo, tako da ja, v žireh je itak spodbujajo šport in vse, kar se tiče športa, ja. V kar nekaj intervjujih si takrat rekla, mislim, da še za tekač.si, Urošu Buhu, ok, zdaj grem na olimpijske, sicer vem, da si marsikšni športnik, športnica za takega prizadeva celo svojo kariero, pa ji ne uspe. Ti si že tako, kot si prej rekla, jaz, meni je uspel, pač sem bila najboljša, imam najboljšo normo,
vem, da jih je cel kup zadej, ki so se trudile za isto, ampak zdaj sem jaz potnica. So ti ostale konkurentke oziroma punce morda tudi kaj čestitale, ker vendarle si prišla, kot bi rekel Andrej Stare, kakor vihar in si pač pometla z vsemi in se postavila pač tam v prvo vrsto. Ja, pač so mi čestitale. Ja, pač so bile, najbrž so bile tudi, mislim, sigurno so bile razočarane, ker norma res ni bila visoka, ne, in so bile res dobre možnosti, no, da greš tja, ampak ja, na koncu itak pač čestitaš. Tudi z Lucijo je tudi naslednje leto je prišla tudi k Romanu, tako da smo nekaj časa tudi skupaj trenirale, itak, vse so čisto normalne, da super punce, tako da pač si čestitaš in ja, ni druge. No, potem pa pot v London, priprave, treningi in tako naprej. Kakšni so bili cilji v Londonu? Dejala si osebni rekord, prav gotovo, kaj več je težko? Ja, hotela sem oteči, ja, osebni rekord, pač vedela sem, ja, da tam se bom borila za ta zadnja mesta, ker itak, ja, ostale so imele osebne rekorde, pač Etiopike, Kenike, a ne imajo, ne vem, tečejo 2:20, jaz sem takrat 2:40, to je 20 minut. Sem vedela, da pa ja, da nimam kakšnih osnovnih šans. No, tako da, ja, hotela sem pač teči tisto svojo tekmo, se prepustiti v vzdušju. Sicer razmere so bile zelo dobre, tako, ker ponavadi so bile zmeri kakšni taki kraji olimpijske, ne, da je bilo tudi že itak preveč vroče za maraton. Tle v Londonu so bili pogoji super, proga je sicer ni bila lih najboljša, so bili tam, mislim, je bil pač tisti krogi, kjer je bil kar en strm klanc, ampak ja, hotela sem teči, ja, osebni rekord, sicer mi ni uspelo, potrdila sem še enkrat normo, tekla sem malo po 2:43, ampak ja, vzdušje tam je bilo, ja, noro. To ni bilo, mislim, niti koščka proge, da ne bilo, ne vem. Jaz sem se počutila kot, sploh nisi mogel slišati svoje, mislim, sape, ko si dihal. Ja, res je bilo noro vzdušje. Kar se spremlja v teh olimpijskih maratonov, je bil tam morda res eden tistih, kjer je bilo gledalcev daleč največ, ponavadi, kot praviš, so bili maratoni prej in potem vroči, tako vroči, da so bili štarti ali zgodaj zjutraj, ali zelo sredi noči, kot se je v Dohi zgodilo na svetovnem prvenstvu. Tle je bilo pa, mislim, da štart sredi dneva ob 11, kar se spomnim tistega footage, čeprav je bilo malo dežja, če se ne motim na štartu, je vsem prišlo pol Londona pred Buckinghamsko palačo, pa še kje druge in so tulali ko nori, ko ste vi laufali tam mimo. Ja, ne, maraton, ja, mislim, sami navijači, ja, to je bilo res noro. Prav, mislim, na trenutke me je že prav motilo, ker nisem slišala, ja, kako diham in mislim, pol te prav mot, ker ne veš, mislim, kar ne slišiš, ja, in ne vem, ne, bilo je res noro, ja. Kako si pa ti doživljala igre kot take? No, to je, ok, letošnje igre so posebne, ampak olimpijske igre so en tak, kot si rekla, en festival najboljših svetovnih športnikov, vseh športih, pa olimpijska vas, pa vsa ta dogajanja, pa otvoritev, pa in tako naprej. Kako si ti doživljala vrsta, rekel, največji športni šov na svetu? Ja, jaz sem imela drugače svoj nastop lih nekje vmes, tako da nisem bila niti na otvoritvi, niti pol na zaključku. Ja, mislim, že tista, ja, olimpijska vas, tam sami športniki, ja, neki pač nepozabna izkušnja. Sicer mi smo bile že s košarkarsko reprezentanco, smo bile na univerzijadi, ki je pač neka olimpijske igre, kao študentske olimpijske igre, ker je pač tak podoben koncept, pač tista vas, kjer so vsi športniki in to, ampak ja, tle, mislim, v Londonu pa še vse, pač še toliko več in ja, super vzdušje, no. Pač žal mi je, da si nisem šla ogledati, no, še kakšnega drugega športa, pač ogledala sem si, takrat sem gledala atletiko, ko je tekel v Boltu finalu, pa ko je Kozmus dobil medaljo,
Ampak ja, žal mi je pa, da nisem šla še na kakšne druge športe gledati, ne vem. Pa sem imela možnost, ampak ne vem, kar nisem šla. Ja, pač takrat sem se bolj pripravljala, no, res na svoj nastop, ni mi bilo tisto, da bi hodila prej, mislim, tiste 2, ne vem, kakšen 5 dni, 4, 3, 2, 5 dni prej, kaj preveč okrog, no, ker sem vedela, da bo že, ja, da maraton, ja, lih ni tako easy odlapati, no, tako da, ja, pa zaradi tega, ja, rajš nisem šla. Ampak vem, da sta oba z Romanom po tekmi zatrdila, da ok, to je bil šli uvod, vidimo se čez 4 leta v Riju, izkušnje smo šli nabirati, da pravi dosežki sledijo v novem olimpijskem obdobju. Takrat pa si vendarle potem nekako sprejela to vlogo zdaj atletinje na najvišjem nivoju in ne vem, morda poskušanja razvijati to kariero vsaj še eno olimpijsko obdobje. Ja, takrat po samih olimpijskih igrah itak, da te tako malo vse skupaj ponese, ja, pa da bo, mislim, si pač čez 4 leta bo itak, še samo boljš, ne vem, itak sem vedela, ne vem, po 5 mesecih treninga, da nisem mogla nekaj pokazati, mislim, nisem bila na tistem svojem limitu, sigurno sem videla, da lahko še veliko napredujem, če sem v teh 5 mesecih, ajde, toliko ne kot sem v 5 mesecih, ampak sigurno, ne vem, bi se dala teči še veliko bolje, če bi malo optimizirala, vse, ne vem, trening, pač takrat bi lahko pretekla, tudi na trening, bi lahko pretekla več kilometrov, ne vem, na teden, sem že bila malo v tem trenažnem procesu, tako da, ja, sem imela pač cilj, da bi nastopila pač v Riju, ja, pa je pa tistega 2014, ko sem se pripravljala na Evropsko v Zürichu, ko je bilo Evropsko prvenstvo v atletiki, sem se pa po mojem kakšen mesec ali pa še tisne, da ne 3 tedne prej, sem se pa na nedeljskem dolgem teku ne vem, sem se poškodovala, nisem mogla odteči, ne vem, na 30 kilometrov sem nehala, po mojem bi jih mogla odteči 35, ja, pa sem vedela, da bo tole Evropsko odpadlo, pa ne vem, me pa kar nekaj prešinilo, sem pa začela nekaj, ja, bi sploh še, ne vem, sem se tako zamislila, pa bo še, pa pol, ko bo, ne vem, 2016, bom stara že 32, pa še malo klic narave, kaj pa če bi, mislim, vse mi je bilo, mislim, mi družina veliko pomeni, ja, pa kot sem že prej rekla, sem se začela spraševati, da tudi, ne vem, če bom odtekla tam pa, ne vem, še 10 minut boljš, bo to sploh, ja, če bom 10 minut boljš odtekla, bo sploh kaj drugače, no, pa smo, ja, sem pa nekako prišla do tega, ja, da bo dosti. Da bo dosti, ne, po manj kot 3 letih, ko si prišla v visoko atletiko, si to kariero zaključila, ampak vseeno, še po olimpijskih igrah si imela 2, rekel vsaj, ali pa sezono in pol odlično, 2013 smo te videli v Ljubljanskem maratonu, vsem sijaju, pobrala si državni naslov z veliko prednostjo, bila si praktično takoj za Kenijkami, 2:42 si prišla v cilj, lepo kazala, da nisi bila one day wonder, ampak da si resna atletinja, ki je sposobna trenirati z leta v leto. No, 2014 pomladi, pa tisti Rotterdam, ki je bil res fascinantno. Kdaj se pa malo pri Ljubljani ustaviti? Kakšen se ti zdel Ljubljanski maraton takrat? To je bilo leta 2013, je bil še v 2 krogih, če se ne motim. Ja. Potem se je spremenil en krog. Vem, da si nekje sama dejala, da te to niti ne moti, se moraš tudi na treningu včasih prelaufati več krogov. Jaz sem bil istega mnenja. Zdaj mi je ta maraton všeč tudi, ko je v enem krogu. Kako si pa ti doživljala, Ljubljanski maraton takrat in kakšen je bil ta maraton? No, vendarle si ga morala odteči. Rekel, deklet ni bilo okrog tebe, da bi se jih držala, da bi bila v skupini sama oziroma Klemen te je spremljal in tako naprej. Ja, meni na Ljubljanskem maratonu mi je bilo zmeri super teči.
sicer takrat vem, da sem hotela teči pač osebni rekord, ampak mi ni uspelo, prav spomnim se, ker je bil tam na Dunajski tak veter, da sem hotela se kar ustaviti. Ja, mislim, ni mi lih šlo takrat, no. A to je bilo 2012, se ne vem. Ne, 2013. 2013, tako. Aha, ja, v bistvu že pomladi 2013 sem hotela teči pač osebni rekord, pa mi ni uspelo. Tisti 2013 ni bil lih najboljši. Mislim, da bo večji napredek, no pa tako, kar ni bilo. Ampak ja, v Ljubljani je itak super je teči, domači navijači, pač več ljudi te pozna tam v progi, pa to pač še več mi pomeni, kot pa, ne vem, tam v Londonu, pač ko nobenega ne poznaš, pa navijajo zate. Tako da je bila, ja, super izkušnja. Ja, nikoli še nisem postala pač državna prvakinja, tako da je bila v redu, kljub temu, da nisem dosegla tistega želenega časa, no. Zdaj, sam medklic, ne, sem pomirila, da nam hotel nikoli na olimpijske igre, ker tam pa me res noben ne pozna. V Ljubljani, recimo, če laufam, me toliko ljudi pozna po imenu, in je to dobro, pa še na olimpijskih se ne bi mogel našemiti, v Ljubljani se lahko, ampak no, če bi se, ja, bi me gotovo zaprl, ampak kakorkoli, omenila si, da ti ni ratalo osebnega rekorda v Ljubljani narediti, potem si prekršila vsa maratonska pravila, takrat in šla čez en mesec laufati še en maraton, kdo ti je to dovolil za božjo voljo v Francijo, in takrat pa si pol šla podreti osebni rekord. Ja, takrat je pa Roman rekel, če bi šla, takrat je bilo pa Roman takrat je bil pa že, ja, mi je pa tekme, pač moj menedžer je bil pa že Borut Podgornik, ja, ki mi je pa tudi pač pomagal rihtati te tekme, je pa rekel, ja, da me je Roman klical, da ima pa, ja, Borut, da je dobil eno možnost, če bi pa tekla, ja, v Franciji, v La Roche. Ja, sem pa rekla, no, zakaj pa ne, da bom šla pa tja, in je šel Klemen, ne vem, zakaj že ni mogel, ne vem, imel kaj v službi, da ni mogel iti z mano, tako da je šel z mano pa Urban, moj brat. Ja, tako da tam je bila pa tudi taka super izkušnja, sem šla pa čisto sproščeno, pač vedela sem, da je to že moj tretji maraton, da če bo kaj bo, tako da sva se imela prav fino, Urban je tudi, ja, je bil tudi super tempo tekač, ja, ampak on pa res tako v nulo, mislim, do sekunde zadane, tisti tempo. Ja, tako da tam je pa pol uspel, ja, pa tudi je pa on tekel z mano, ja, in je bila tudi super izkušnja, ja, nov rekord, in ja, pol je bilo to, ja, smo pa še taj cilj izpolnili, no, za leto 2013. Takrat vem, da si že eksperimentirala tudi s prehrano, Klemen je bil low carb triatlonec, tudi tebe je navajal na ta način prehranjevanja. Je to spremenilo kaj, recimo, odziv tvojega telesa na treninge, je bilo to pozitivno, morda v kakšnem pogledu tudi negativno? Ja, vpliv na treninge je bil pozitiven, ja. In to, ja, mislim, se je kar hitro pokazalo, ja. Sam ni bilo pa če bi pa zdaj še enkrat, ja, pa se tega ne plotila, ker pa tako mi pa ni tako nasplošno, no, življenje mi pa se je pa pokazalo, no, da ni bilo v redu. Da sem pač izgledala oseba, ne vem, Klemenu izgleda pasa, mislim, mu je bilo v redu, meni pa, ja, ne vem, sem pa prišla do tega, da pač, ne vem, da smo mogoče ženske še bolj občutljive in da pač rabimo ogljikove hidrate in da ni bilo to. No, to drži, to mislim, da je tudi Klemen potem, sva se enkrat pogovarjala, ugotovil, da pač hormonski odziv na low carb prehrano pri moških in ženskah je lahko bistveno drugačen, ampak vseeno... Ja, pa še to bi rekla, no, jaz sem... Ja, prosti. Jaz sem se po mojem tudi, mislim, narobe tega lotila, Klemen je vsem pol jedel tisto več... več maščobe, no. Jaz pa še tistega nisem, ker imam pa tudi mast ni bilo všeč, ja, tako da tiste, pa res ostane sem zelenjava in to, ja.
pri taki količini treninga, no-go. No, to je pomembno povedati, no, da je pri takih zadevah pomembno eksperimentirati, se poslušati in temu primerno tudi odzivati. Ampak bila si, v zagonu si bila Rotterdam 2014, to moraš še omeniti, Rotterdam, kraj, kjer so se svoje čase postavljali svetovni rekordi, zdaj malo izgubil na veljavi, kljub vsemu hitra proga. Vem, da si imela še neizpolnjen cilj, imela si olimpijski nastop, državni naslov, drugi najboljši čas, ženski že takrat, ampak nisi pa imela družinskega rekorda v maratonu. Ja. Klemen Rojnik, 2:37 maratonca, je bil še en boljši od tebe, 2:38 maratonka, ampak tudi to se je spremenilo. Rotterdam 2014, kako je bilo pa tam? Vrhunska dirka. Meni je bil v Rotterdamu, smo bili že 2011, enkrat tako še pač čisto na rekreativni ravni, tako da mi je bil že takrat všeč proga, ker jaz sploh ne maram niti najmanjšega klanca, v Rotterdamu tisti most, ko gre, pač ko se ima dvigne, tisti je maksimum zame, tako da zame je bila odlična proga, ne vem, kaj drugega pa nisem rabila, aprila itak ni neki ful vroče, takrat je bil Klemen, je bil z mano, mislim, je tekel z mano, tako da se je pa vse poklopilo in je pa šlo do... Sicer nisem mislila, da bo šlo res po 2:36, ampak ne vem, zgleda, sem se dobro počutila. Obe polovice sta bile približno pa čisto, tako da me ni nič zmanjkvalo in je bilo tudi, je bilo pa to. Kljuksa v družini Rojnik, evo Klemen, zdaj pa kar treniraj, če hočeš, no Klemen potem ni uspel še doslej tega rezultata zboljšati. Ti zdaj bo potem počasi začela odločati za konc kariere, pa še vse ne čisto, no. En leto kasneje smo te videli na Wings for Life in ne samo videli čist na konc. Se po Rotterdamu sem itak imela še namen, mislim, iti na to evropsko, pa se takrat nisem še mislila, da bom končala. Takrat sem bila itak še v mislih, da bo do 2016 šlo. Tako da... Imela si tudi normo za svetovno, lahko bi šla na svetovno 2015? Lahko bi šla tisto. Čeprav me na te tekme, ne vem, ta evropsko, pa svetovno, pa tudi, ne vem, olimpijski. Mislim, tako, ne vem, ni bilo to zame, se mi zdi. Ne vem, meni so bile zelo bolj všeč, ne vem, ful bolj sproščeno sem tekla na kakšnih, na takih normalnih teh maratonih, pač kjer so bili tudi rekreativne tekači, bolj sem tja spadala, no, kot pa tam, ko je bila tista elita, ker pač vedela sem, da ne pašem zraven, čisto. Kljub vsemu, vedno še prizemljena in skromna, no, to mi je bilo zmeraj všeč in pri tebi in pri Klemenu, ker sta pač te zadeve spremljala dokaj stoično, brez nepotrebne euforije. Morda sta tudi zato tako uspešna, ker stvari res delata. Tisto, kar delata maksimalno, ko se odločita, da nekaj ne boste več počela, je pa to dokončno, je tako nekako. To je pa res. Ne vem, takrat, pa 2014, ko sem se poškodovala, ne vem, tudi Klemen je takrat nehal pač s tem triatlonom mlade, tudi s tem pa malo pripomoglo, čeprav on me itak podpiral, je rekel, mislim, pač kar bi delala, ampak ne vem, pa kar nobenega ni bilo, tam sem mogla iti sama na treninge, ko je še on treniral, je bilo vseeno lažje, ker ne vem, ob nedeljah, ko sem jaz imela, ne vem, 3 ure zateči, je pa on itak imel 7 ur, pa je bilo, pa imaš vseeno še enega, kaj še hujša, pa se manj nehaš smiliti sam sebi, no. Pa ne vem, kar pa mi je vse naenkrat dol padlo. Še tista poškodba, ko v bistvu sploh ni bila to grozna, in to je bilo pa, smo se odločili, da je to. No, vse Klemen je dejal, takrat so bila oba v polnem treningu, je rekel, midva pač hodva naših trenirava,
potem pa itak nimava cajta gledati televizije, morda kaj prebereva, pa itak zaspiva, ker so oba izmučena, toka, ne, potem Klemen je nehal s tistim intenzivnim aerobnim treningi in je mu več časa za druge stvari, pa seveda ti si ga gledala, kako se pač baše s čipsom, ne, in prebira knjige, ti moraš pa trenirati, ja, verjamem, mene bi tudi demotiviral. Tako da, verjamem, da je bil tudi to vzrok. Klemen, če tole poslušaš, a vidiš, ja, ne. Ampak nekaj te moram vprašati o Wingsih, ki si jih zmagala. Jaz sem predlansko leto s kolegom pomagal laufati na virtualnih Wingsih, pa sva rekla, deva provat priti do 30, seveda nama ni rad, ali mislim, da sem prišla do 25. Ti si prišla leta 2015 do 45 kilometra. To je pa že za marsikoga res izjemen dosežek. Takrat so ti dali kaj za nagrado? Ja, takrat bi šla, pač bi sem zbrala pač eno destinacijo za naslednje leto Wings for Life. Ja, in ti plačajo karto, pač nagrada je bila, ja, letalska karta oziroma pač prevoz do tja, pa ne vem, neki dni nastanitev, pač, ja, nastanitev. Tako da sem zbrala pa Avstralijo, pa se je pa malo, ja. Pa nisva šla, ampak je Klemen rekel, da ga moram peljati, no, pa vse naenkrat v Avstralijo. Tako da ti naj še čaka. Avstralija je super, ja, avstralski, tudi maraton v Sydneyju je super, pa tisti traili tam po Blue Mountainsih so super, pa milijon stvari dol super, tako da lej. Ja, celih to sva rekla, ja, da sva mislila, ja, pač dobiva tam letalsko karto, pa greva tisto odlaufati, pa bi potem pač na svoje stroške tam še ostala par tednov in bi, ja. Tisto bi bila tudi super, ja, izkušnja. Zdaj se je vse skupaj malo ustavilo, ampak ko se to začne vračati, verjamem, da bo se Klemen spomnil, kaj si mi obljubila in ga boš mogla peljati to presneto Avstralijo. Zdaj sta poročena, sta mati in oče, dvema sinovama. Zdaj imaš polne roke dela s tem. Koliko uspeš še teči vsem skupaj? Ja, zdaj zelo malo časa. Imam vzpone in padce, no. Tako da tečem, tako največkrat 3-krat na teden, lahko pa tudi nič. Ja, tako da, sam pa, ne vem, se tečem, zanima pa tako, pa zelo smo aktivni, tako da kakšen tek tudi združim, da grejo oni s kolesom, jaz pa tečem zraven, tako da, ampak tisto ne štejem kot tek, tako da se najde. Je vseeno še dosti aktivno, da teh par let zdržimo, pa bo pa spet malo več časa tudi za tek. Sta sinova, ki imata nedvomno odlično genetiko, tako po tebi kot po Klemenu, že kažete kakšne zametke, morda kakšnih vzdržljivostnih športnikov? Ne. Je še prezgodaj, ne? Je še prezgodaj, ja. Bomo videli, ja. Ne, zdaj pač jih učiva, da je pač ukvarjanje športom tako neki naš vsakdan, tako da pač hodimo malo po kakšnih gričkih, nima primerno, malo kolesarimo. Ja, smo čim bolj aktivni, čim več pač zunaj. In to je to, pa bomo pa videli, kva bo čas prinesel. Vseeno pa boš najbrž vsaj turistično odtekla še kakšen maraton, čeprav imaš zdaj to malo na strani vse skupaj? Ja, sigurno, ne vem, naslednjih parih let najbrž še ne, ker tu moram, ja, moram vsem, bi mogla malo več trenirati, premalo treniram. Ja, pač me vsem še mika, no. Sicer bolj Klemen je še zmeri, je zelo vztrajen, jaz nisem toliko vztrajna, pač Klemen še zmeri, se zjutraj zbudi, je zelo tako discipliniran, še vse, mu je to ostalo, jaz pa, ja, sem pa večkrat utrujena, preveč utrujena, da bi vstala zjutraj, tako da ja.
Na rekreativni ravni, ja, bom najbrž še kakšen maraton odtekla, ampak tako pa, ja, da bi pa spet šla, ko sem že dobila kakšne ideje, ja, pa ste ene so še boljš, ko ste pač, ko rodijo, pa so čisto prerojene, ja, in ne, sem to, ja, ni zame. Pač jaz, ne vem, prej, ko sem bila v teku, ja, sem bila 100% v teku, zdaj pa nočem biti sam neki fizična mati tlele, ker si ne predstavljam, no, da bi imela otroka, pa bi, ni to zame, no, da bi dala, pa ne vem, meni mu ga čuvati, ali pa da bi jaz tlele, ne vem, počivala med treningoma. Pač sem rajš preživim kvalitetni čas z njima, kot pa ja, pač da bi jaz trenirala, pa ja. Pošteno. Lepo povedano. No, lepo povedano, ne, morda tudi še za kakšno atletinjo, ki bo šla po tvojih stopinjah, če so že pri atletinjah, toliko vendarle najbrž spremljaš slovensko sceno, bi si upala reči, da bo v prihodnjih letih iz teh tekačev, ki so zdaj na sceni, nastala kakšna tvoja, rečemo, naslednica, no, tista, ki bo presegla tvoj maratonski čas, pa morda še čas Helene Javornik, ki pa res izjemen. Ja, moj maratonski čas, mislim, niti ni neki kakšen hud čas, še posebno, ne vem, za kakšno atletinjo, ki bi se že pač dlje časa ukvarjala s tekom. Tako, lih prejšnja teden, ko sem poslušala Romana, sicer jaz ne spremljam, pač preberem te novice, ne spremljam pa toliko kot pa Roman tele atletske scene. Tako da, ja, kot je rekel za Klaro, sicer jo ne poznam, pač spremljam, kar pač preberem iz medijev, ampak ja, če Roman tako pravi, ja, da je zelo potencialna, pač da je tudi za maraton, no. Ker vem, ko so se pogovarjali z Marušo, Mišmaš, ko so bile enkrat tudi cimre na eno, ne vem, je bilo evropsko, to ekipno, atletsko, ste že pač nekaj let nazaj. Vem, da ni bila nekaj navdušena, tako da bi bila pa, ne vem, čez 10-15 let videti v maratonu, ampak kot prav pa Romanja za Klaro pa zgleda, pač da ja, da je potencial, jaz ja upam, pač želim ji, da ji uspejo, seveda. No, Klara je med tem že opravila svoj rekel, prvi nastop na olimpijskih igrah, zdaj je že v domovini, izkušnje so najbrž neprecenljive. Mlado dekle v zgodnjih 20-ih, ki ima res še vso kariero pred sabo in želimo kajpak, da te olimpijske sanje podoživi še mnogokrat. Olimpijski maraton bo v soboto, najbrž ga boš gledala, čeprav je v polnoči, ali boš gledala posnetek? Ja, ne vem, ne, za košarko se bi zbudila, pač za naše, ki so Slovenci, tako pa za maraton, ko pa pač ni nobenega Slovenca, ne, se pa ne bom. Tako da ja, bom pa pogledala malo, vse kakšne tele posnetke, pač najbrž ne celega maratona, ampak vse tiste highlights. Ja, tako, ne, cel maraton, pri ženskah to, ne vem, 2 uri 20, 2 uri pa pol, pa zraven poslušati Andreja Stareta ves ta čas, ne, terja kar posebne živce, ja, posebej vse njegove faktografske prevrate in njegove dovtipe, ne, ampak vse je zabavno, jaz sem si že zabeležil, polnoči še zmer boš po 3 zjutraj, tako da bomo mogoče še zdržali, ne, če ne bo pa Zamir popravil svoje. Ja, tako. Bejva za konec, draga Žana, rekel sem ti, urca mine, kot bi mignil, tvoja zgodba je res zanimiva, no. Morda navdih, prav gotovo navdih, marsikateri, rekel, mladi športnici, ki še prihaja, morda športniku, ki se še išče, ti si dejansko v enem športu uspela, pri 40 nehala, potem pa rekel, manj v 5 letih bila na olimpijskih igrah v drugem športu. Kaj bi recimo položila na srce mladim? Mladi se danes, v prvi vrsti, ali se premalo rekreirajo, nekateri, v drugi strani, druga skrajnost je, pa da je že v zgodnjih letih zelo specializirano ukvarjajo z enim športom, ki se jim morda potem celo
v najstniških letih za Gabi, kaj bi jim položila na srce? Vztrajajte v enem športu, iščite se, sprobajajte druge športe, morda ne obupati, pa se vam kakšna stvar v življenju še postavi na pot. Ne vem, meni je predvsem v teh mladih letih, kot je osnovna šola, je pač najbolj pomembno, da se ukvarjam s katerim koli športom, pa čim bolj različni, no, se niti ne, da bi hodili, ne vem, da bi sam enega. Zdaj je sigurno pač težje, ne vem, se ukvarjati z večjimi športi, ker je vse neki zelo organiziran. Ne vem, ko sem jaz hodila v osnovno šolo, ne vem, smo se tako dobivali, pa smo igrali, ne vem, različne športe, ni bil lihti skrožek, pa organizirana vadba. Tako da, ja, čim več pač različnih športov, pa seveda, ne vem, ta karakter pač je treba tudi imeti, pa nekako vzgojiti ni nujno športom, pač to je tudi, ne vem, ima velik vpliv tudi družina, da dobiš pač tisto delovnost, vztrajnost, pač da narediš, mislim, kar je treba, to je po mojem najbolj pomembno, no. Ja. Na vsak način, tisto, kar si prej rekla, bi še dodal, primarna družina, oče in mati, tista, ki lahko v prvi vrsti, pa ne vem, detki in babice in strici, tako naprej, vcepijo otroku ljubezen do nekega gibanja, do vztrajnosti, če smo že pri tem, do tega, da greš rajš ven, kot da noter ždiš, pa se morda včasih smiliš sam sebi, pa dolgočasiš. Je pomembno, posebej v prvih letih, tudi športni pedagogi, če so že pri tem, ali pa trenerji, kot si prej omenjala, ki so tisti, ki usmerjajo, ki dajo. Je pomembno to, da nobena ura, ki jo posvetiš otroku in se z njim giblješ, najbrž ni vržena proč. Ja, seveda. Mislim, itak, starši so itak vzor svojim otrokom, tako da ni dosti samo to, da rečeš, ne vem, pejt ven, ti pa sediš tam za kavčem, pa ne vem, gledaš televizijo, pač moraš tudi ti isto delati, no, iti z njimi parkrat, pa ne vem, se najbrž, pač da jim pride v navado, no, da je to nekaj normalnega, da je normalno, da greš ven, da se gibaš, in pa, jaz sem imela to, pač starša zelo dobra, Mami sicer ni bila neki ful športnica, ampak me je zelo podpirala, je pač naredila vse, kar sem jaz rekla, ne vem, a me je vozila kam, a mi je skuhala kosilo, ne vem, vse, da meni ni pač bilo treba, oče se je, je pa pač šel z mano in sva, skupaj preigrala, no, veliko športov pretekla, tako da, sigurno tudi, mislim, je veliko na starših, no, tudi, ne vem, se mi zdi, da tudi učitelji pa trenerji, ni dovolj, no, da je vsem tudi tista družina zelo pomembna. Super, zaključna misel je bila tole, samo še eno vprašanje, draga Žana. So te na vrhuncu tvoje kariere, v Žireh prav gotovo, pa še kje drugje, prepoznavali na ulici pa rekli, Olimpika, Žana, živijo, se lahko slikam s tabo. Takrat smo že imeli mobilne telefone pa delali selfije. V Žireh se že tako vsi poznamo, pa tako, ko smo pa še malo bolj tako, pač v Žireh smo itak, je itak super kraj, super družba, tako da bi pa tako, ne vem, v Ljubljani, pa se večina sem bila v Ljubljani, to pa večina tako ko so kakšne te tekaške prireditve, no, takrat se mi je zdelo, da me bolj vsi spoznajo, drugače pa tako, ko pa grem po Ljubljani, tisto pa nisem taka zvezda. Da se je mogoče še boljš tako, no, da lahko se v miru sprehajaš, v miru tečeš in v miru živiš svoje življenje. Spoštovani in spoštovane, to je bila Žana Rojnik. Če ste na njeno zgodbo tako navdušeni kot jaz, boste šli zdajle preteči 10 km več, kot bi jih, takoj zdajle, tole poslušate, potem si nastaviti budilko za naslednjo košarkarsko tekmo slovenske reprezentance, potem pa še za Marušo Mišmaš, če še niste zamudili, pa tole kasneje poslušate v finalu steeplechase olimpijskih in na koncu še za olimpijski maraton, pa sem vam ukradel
cel kup enega spanca ta teden, ampak ne bom žal, je olimpijski teden, z mano je bila Olimpika, Žana je rep, v čast in veselje mi je, draga Žana, se pravi, zdajle Klemena še ni doma, je z otroki, mogoče pa lahko izkoristiš pol urce, pa greš oddirjati malo tam okrog. Pa gremo, ne? Splača se. Ne, se bom šla, ja, zdaj si me tudi ti prepričal, ja. En krog. Vrhunsko. Delite tole, spoštovane, tole epizodo komentirajte, priporočite jo prijateljem, poslušajte si jo še enkrat, oglejte si jo, lahko tudi donirate. Bom vesel, Zagret za tek podcast se poslavlja. Draga Žana, hvala še enkrat, v čast mi je bilo, v veselje, ostani še naprej, Zagreta za tek in življenje. Ja, tudi tebi hvala za vabilo. Hvala in srečno, pozdravi Klemena, čau. Vam pozdravlja, hvala. Čau.